greš kam daleč preizkušati nov model avta, pričakuješ vedno, da bo boljše vreme kot doma. No, včeraj, ko sem pristal v Lizboni, ni bilo. Najprej lil kot iz škafa, potem avion itak imel zamudo, ker ni mogel pristati zaradi to goste megle in zato sem se odločil, da grem nekam na jug, v Algarve. Najprej sem se pelil mimo ogromnih nasadov hrastov plutovcev. Portugalska je največji izvoznik plute na svetu, ker očitno uspeva najboljš v takem podnebju in vsi dobro vemo, zakaj se pluta uporablja, a ne? Po dolgi poti si seveda treba dobro spočiti, zdaj pa pride na vrsto avto. Marsikdo bo rekel, nič posebenega, jaz pa pravim, da nekaj pa je. Številka 85. Škodin Enyaq je njihov prvi velikoserijski električni avto, ki je izdelan na namenski platformi in je že takoj postal eden najbolj priljubljenih električnih avtov, ki niso ravno ful popularni v Evropi. Že letos februarja so jih prodali več kot 200 000, kar sploh ni malo za avto, ki je bil prvič predstavljen točno 4 leta nazaj. Za ime so dobili navdih v irskem imenu Enyaq, pri Škodi pa itak dodajo vsem svojim križancem na koncu še črko Q. Enyaq Q. No, od letos pa Enyaq nosi še oznako 85. Tukaj na Portugalskem mu rečejo Enyaq plus 85, pri nas je pa enostavno Enyaq 85. Številka 85 v grobem pove, koliko je po novem navzgor zaokrožena bruto kapaciteta električne energije, ki je lahko shran baterija. V resnici pa je to 82 kWh, no uporabna je pa 77, kakor je bila že prej in kot je tudi pri ostalih modelih iz skupine, ki so vsi na isti platformi MEB za električna vozila. Ta je res prilagodljiva, saj so na njej modeli od Volkswagena ID.3, Cupre Born do ID. Buzz, po novem še prihajajoči Škodin Elroq, že od začetka pa seveda tudi Enyaq. Prej sem rekel po novem, ker je Enyaq vmes dobil že nov motor, ki je bistveno močnejši in precej bolj učinkovit. Prejšnji model se je zato imenoval 80, novi pa je 85, da jo boste razlikovali. Po drugi strani me pa malo razočara, da vsi ti modeli še vedno uporabljajo staro tehnologijo za polnjenje, ki je danes že precej zastarela v primerjavi s konkurenco, kar se najbolj pozna takrat, ko se vam bo mudil. Ja, meni se počasi že bo, ker je baterija že kar prazna. Čeprav največja zmogljivost polnjenja na enosmernem toku ostaja 135 kW, boste to verjetno dosegli samo ob idealno polni oziroma prazni bateriji. Takrat se vam bodo verjetno že tudi fajn tresle hlače, da boste sploh prišli do polnilnice. Ampak potem gre na polno brez težav in se res hitro napolni. V točno pol ure se mi je zadnjič na tej hitri polnilnici napolnila od 7 do 80%. Čim pa ima baterija recimo 44%, se polni samo 68 kW, kar je slabše od obljub. Ima pa po novem na voljo še predgretje baterije, ki ga vklopite v meniju. Pisali je prej, da potrebuje 16 minut, da se ogreje na optimalno temperaturo in potem boste lahko polnili s 85 kW, torej bo šlo malo hitrej in s tem boste tudi šparali kakšnih 10 minut časa takole na polnilnici. Lahko vklopite sami, lahko pa to naredi avto namesto vas, če noter vnesete navigacijo postank, kjer boste polnili avto. Jaz ga bom danes v mestu Lagos na jugu Portugalske. Zdaj vem, koliko je še. A se je že 74, v redu je. Na takšnih poteh, ki bolj ali manj potekajo po ravnih cestah in hitrosti ne presegajo 100 na uro, je poraba takšnih avtov lahko zelo dobra. Manj kot 17 kvor recimo porabi Enyaq, kar pomeni, da s polno baterijo brez težav prevozim skoraj 500 km, pa niti približno nisem najpočasnejši na cesti. Pomaga tudi odlična aerodinamika. Čeprav je na videz dokaj okoren, ima količnik zračnega upora pod 0,26, kar je res dober dosežek. Z novim motorjem je Enyaq res poskočen, čeprav to ni lahek avto, krepko čez 2 toni tehta zaradi težke baterije, pa tudi majhen ni. Po novem dostopu pospešil samo 6,7 sekunde, kar je skoraj 2 sekundi bolje kot model 80 in praktično toliko kot prejšnji Enyaq RS. Po zaslugi novega prestavnega razmerja zaradi veliko bolj elastičnega in seveda učinkovitega novega motorja je poleg pospeškov boljši tudi doseg. Zdaj ne bi bil za 24 km večji. Ampak s tem jaz nimam težav, ker je baterija v bistvu v 99% več kot dovolj velika. Težava je samo njeno polnjenje, ko ni toliko idealnih 17 stopinj, kot je tukaj na Portugalskem. Pa tudi ne, ko nimaš takšne vsemogočne kartice, ki deluje na vseh polnilnicah.
To so res dobro rešili. Ostajajo tudi uporabne škodine rešitve, recimo skriti dežnik tamle v vratih, pa uporabni predalčki v ogromnem 585-litrskem prtljažniku. Všeč mi je tudi, da ima za vsako šipo tule poseben gumb, pa da je neki gumbov vseeno še tule ostal, čeprav bi jih sam rajši videl še več. Je pa na splošno počutje tukaj noter zelo dobro. Tudi klima mi paše tukaj, pa lepe plaže, lepi valovi, visoki, potem lepi klifi, dirkališče. Baje se poleti tukaj populacija potroji, pa številni starejši Evropejci se odločajo, da bodo zdaj svoja stara leta preživeli tukaj. Dobar, jaz nisem še toliko star, ampak bi tudi preživel več časa tukaj, sploh po zimi, čeprav imam pa tudi ful rad sneg. Ja, pa poletje, baje tukaj ogromno sonca, največ v Evropi, zato pomeni, da je tudi ful vroče. Da si pa že malo zmišljujem, a ne? So pa krasne tudi ceste, sploh v tem delu so precej ravne, ampak kar atraktivne, ko se takole voziš po najbolj jugozahodnem delu Evrope v sončni zahod.